Spoštovani, ko se je zgodila slovenska država, se je status slovenske kulture spremenil. Bistveno, formalno in moral bi se tudi vsebinsko. Kajti v slovenski zgodovini odmevajo še vedno znamenite Levstikove besede, da je kultura edina zgodovina naroda, ki druge kulture nima. Potem pa je prišla slovenska država in zgodovina se je začela odvijati drugače. Nastale so politične institucije, nastal je državni parlament, nastala je vlada, nastala je cela vrsta ministrstev in status kulture ni več tak, da bi lahko pomenila tudi hkrati edino državnost. To so zdaj prevzele druge institucije in drugi temelji. Kultura sama po sebi na to še ni bila pripravljena. Še vedno smo zgubljali besede ponovno in ponovno, kako je temelj vsega slovenska kultura, hkrati pa za njo nismo nič naredili. Leta 1991 je bila sprejeta resolucija o kulturi v takratni trodomni skupščini. Leta 1994 je bil sprejet zakon ZUIK, to je zakon o javnem interesu za kulturo, sicer pa je nastala praznina. Vmes je bilo društvo Kulturni zbor, ki ga je vodil gospod Lojze Lebič, mislim, da 2 leti, in vendarle dialog o kulturi v novih pogojih se nekako ni odvijal. To je bil tudi razlog za ustanovitev kulturnega foruma. Hkrati pa je bil razlog tudi širši. Ni šlo samo za to, da damo status kulturi tudi v državnih temeljih in državnih mejah. Šlo je za to, da iz socializma potegnemo tudi tisto, kar je kulturno predsocialistično in hkrati, kar je postsocialistično oziroma nekaj, kar ne pripada socializmu. Kajti vsi zakoni, razen 2 omenjenih, in tudi vsa razmišljanja so bila globoko v starih časih. Hkrati pa je bilo jasno, da je nastopil čas leta 1995, ko se je že govorilo o strankokraciji, o poslancih, ki niso nič vredni, strankah, ki niso nič vredne, seveda medtem, ko so bili delegati družbenega, kako se že reče, dela in vsega tega ostalega iz preteklih časov, globoko spoštovani ljudje, se je to začelo nenadoma perfidno krhati. Tudi skupščina nenadoma ni več dosti veljala in nastala je nekakšna kulturna zmešnjava, kaj demokracija sploh pomeni. To je globoko kulturno vprašanje, kajti to je civilizacijsko vprašanje. Mimogrede v anglosaksonskem svetu kultura pomeni hkrati civilizacijo. In to je bil vsaj drugi razlog tudi za ustanovitev kulturnega foruma. Tretji pa je bil to, da pripeljemo nacionalni kulturni program nekako tudi v formalne okvire, da ga sprejme parlament in da začne veljati in da se končno začne razvijati kultura tako, kot si jo želimo tudi usmerjati v novih pogojih, novih mejah in novi mentaliteti. To se je potem leta 2000 zgodilo. Ampak leta 1995 smo začeli te stvari odpirati, stranka nam je ponudila pomoč in bilo nas je kar nekaj iz stranke, še mnogo več pa vseh mogočih ljudi, ki so se s kulturo ukvarjali, ki so z veseljem prišli. Bili bi presenečeni, če bi brali tista imena, ki jih je na desetine, še zdaj so važna imena in nekatera izmed njih bom morda na koncu prebral, saj prvi izvršilni odbor. Tako je bilo to. Potem Jože Snoj je približno vztrajal 1 leto, potem sem to zadevo prevzel jaz in jo vodil do leta 2000, kjer sem nazadnje podpisan še pod okroglo mizo, ki jo je sprožil še Ligov nacionalni program za kulturo. Ampak da vam bo jasno, kaj vse smo počeli, česa vsega smo se lotili, sem si iz nekaterih zapisnikov izpisal nekatere razprave. Mimogrede, predsednik je omenil, ko je prebral svoj govor, da je še vedno sodoben. Prebral sem 1 ali 2 intervjuja, ki sem ju moral dati v tistih časih, ko sem prevzel predsedstvo,
ki sta bila z vprašanji izrazito podcenjujoča, in moram reči, da so odgovori še danes močno veljavni. Morda bi jih veljalo res tudi ponovno objaviti. Skratka, to je eden izmed nivojev, ki nam govori, da je treba kulturni forum obuditi. Drugi pa izhaja iz vseh mogočih okroglih miz, simpozijev in tudi navsezadnje poslanskih vprašanj, protestov, apelov in peticij, ki jih je kulturni forum počel. Ne morem vam danes povedati, kako zelo številčne so bile te okrogle mize. Vsaj dvakrat smo napolnili srednjo dvorano Cankarjevega doma, pa tudi veliko Galusovo. Vsaj takrat, ko smo pozvali vse pomladne stranke, to je bilo leta 1996, naj vendarle začnejo govoriti o skupnem jeziku, se pravi o jeziku slovenske osamosvojitve, o jeziku nove države in o jeziku demosa, ki je stopal v pozabo. Zdelo se nam je, da je to globoko kulturni program in smo jih sklicali, v veliki Galusovi dvorani je bilo vse polno. Ampak pojdimo zdaj na hitro takole. Bila je znamenita proslava 120-letnica rojstva Ivana Cankarja, pa ne samo proslava, potem je bil naslednji dan, to je v Cankarjevem domu, popolnoma polna srednja dvorana, to obletnico je država pozabila. Morda je pomembnejše to, da je bilo naslednji dan okrogla miza Ivan Cankar in slovenska politika. Tudi tu so bile sporednice zelo zanimive. Odprli smo razpravo že takrat, leta 95 in 96, sponzorstvo v kulturi. Nikoli se ni sponzorstvo zares udejanilo. Še zmeri ga najdemo malo v tem, malo v onem zakonu, še zmeri nimamo bistvenih predpisov in bistvenega enotnega pogleda na sponzorstvo. Tudi na donatorstvo ne. In zato to usiha. Ne samo zaradi kriznih časov, tudi zato, ker od tega navsezadnje nihče nič nima. Bile so okrogle mize z posameznimi umetnostmi, njihovimi društvi, z likovnim društvom, glasbenim društvom, z še marsičem, kar je danes nekako opuščeno. Če bi jih danes sklicali, bi ugotovili, da so globoko nezadovoljni cehi z kulturno politiko, ki jo pač zganja država, in bi nam povedali probleme in razgrnili njihove predloge rešitev, ki bi bili ministrstvu in sploh državi in zakonodaji v velikansko pomoč. To je popolnoma odprto vprašanje. Sam sem se srečal v tem zadnjem obdobju na Ministrstvu za kulturo z mnogimi temi društvi in izkazalo se je, da je to bogata zakladnica vprašanj, ki sploh niso odgovorjena. Potem je koncept nacionalne konvencije kulture v politiki. Tega nekako ni. Prvi smo odprli vprašanja političnih programov, kulturnih programov v političnih programih strank. Šele kasneje so jih vzeli v medijih in zdaj sprašujejo to. To je bilo takrat prvinsko. Seveda smo protestirali proti zmanjšanju likovne vzgoje in glasbene vzgoje v šolah. Imeli smo simpozij mediji in politične stranke. Se vam zdi, da je sodoben? Mislim, da izjemno. Ja, bilo je kar nekaj protestov zoper ukinitev kandidature gospoda Dejzingerja takrat, zoper odstavitev Žarka Petana kot generalnega direktorja televizije in še marsikaj in še marsikaj. 96. zgodaj je bila Akademija slovenščine v javni rabi. To je morda leitmotiv že iz prejšnje države. Kljub vsemu pa nas zdaj dosega nekaj nenavadnega. Sam sem bil priča dokumentu, ki je nastajal resolucija o slovenskem jeziku, ki je zdaj verjetno pred državnim zborom ali pa je že bil. Dobil sem ta dokument, ko smo prišli na ministrstvo v našem zadnjem mandatu in na svojo veliko osuplost opazil,
da gre za dokument o multikulturnosti. Ne o resoluciji v slovenskem jeziku, ampak o multikulturnosti. Na vsaki strani je bilo zapisano, kako je treba v Sloveniji uveljaviti mnogo jezikov bratskih narodov pretekle države. Mislim, da to počasi postaja aktualno, posebej, če si predstavljamo, da so veliki pritiski, da pridejo te manjšine, ki niso avtohtone, v državni zbor, in posebej, če imamo nekoliko fantazije, pa ugotovimo, da bomo dobili 6 novih poslancev plus 2 iz avtohtone manjšine, kar jih je 7, kar je kar dobra stranka. In dobili bomo prepire jugoslovanske skupščine nazaj v naš parlament, kajti med seboj se manjšine, ki so bile tudi ene dvakrat pri meni, strahovito sovražijo. Posebej, če kakšna dobi kakšen evro več kot druga. Vse to bi izbruhnilo, je pa v ozadju te multikulturnosti. Tabor v Lepeni je bil prizorišče, ki ga je pač sprožil kulturni forum, raznih pesniških nastopov, pa tudi posvetov v kulturni politiki. Bile so še mnoge okrogle mize, tudi z društvom pisateljev, založništvu in tako naprej. Vse te stvari, tudi s filmskih delavcev, takrat smo se nekako razumeli. Mislim, da je bilo to narobe. Bilo je narobe in treba je bilo to razumevanje izpriditi do kraja. Treba nas je bilo sprejeti, treba je bilo ustanoviti še kakšen kulturni forum, nemudoma je bil ustanovljen, čez 2 leti še nov, mislim, da ga je vodil Pršak, na Rožniku so imeli nekakšne pogovore, pa še ene 2 sta bila, ker se je izkazalo, kako močno je to. Mimogrede, na 120-letnico Ivana Cankarja v Srednjo dvorano je prišel tudi, bil je seveda povabljen, predsednik republike gospod Kučan, kajti kulturni forum je bil tako močan, da tudi predsednik države takrat ni mogel kar manjkati. Seveda na veliko osuplost številnih naših strankarskih kolegov, ampak tako je. Če si močan, te obiščejo vsi. Skratka, tako je bilo, veliko tega je ostalo neodgovorjenega, mislim, da 80% najmanj, in potreba bo poseči po teh zapisnikih teh okroglih miz. Da ne pozabim, prvič, tudi v socializmu tega ni bilo, prvič je bila odprta razprava cerkev in slovenska kultura. Ampak to ne kar tako nasplošno, poklicali smo naprimer strokovnjake iz arhitekture, iz likovnega sveta, iz glasbe, kajti navsezadnje je cerkvena kultura arhitektura, slikarstvo in tudi glasba, in imeli izjemno pomembno okroglo mizo, ki je potem cerkev nekaj svojih publikacij tudi v celoti objavila, ker je rekla, da je najboljša do zdaj. Prišli so seveda vsi škofje nadškofje. Tako torej, treba bo marsikaj obuditi in prišel čas, da se to stori. Preden pa končam, naj povem, kdo so bili člani vsega tega gonilnega aparata, kajti dela je bilo tako veliko, da je bila vsaj vsak mesec teh 5 let kakšna prireditev. To so bili gospod Lojze Lebič, gospod Janko Kos, Niko Grafenauer, Dane Zajc, Igor Senčar, Brane Senegačnik, Matija Ogrin in kasneje tudi Andrej Jemec, Ivan Štohec, Tanja Orov in še kdo. Najbrž sem koga pozabil. Nekateri so med nami, zelo koristno bi jih bilo vprašati za mnenje in ohraniti z njimi povezavo, ko bomo obujali ta forum na novo, tako da bo delo nadaljevano, hkrati pa bomo ugotovili, da ni nič zares urejenega, hkrati pa nič izgubljenega. Vse nas še čaka. Hvala lepa.